Spremljamo temeljito prenovo 47 let starega blokovskega stanovanja, ki je bilo pred začetkom del v prvotnem, originalnem stanju. V prejšnji oddaji smo že našteli temeljne korake prenove in svetovali, kako ohraniti spoštovanje do sosedov na eni strani ter statične in arhitekturne integritete stavbe na drugi. Tokrat pa se bomo posvetili strojnim in elektroinštalacijam. V starejših stanovanjih je ponavadi treba zamenjati obstoječe vodovodne cevi, radiatorje in prezračevalne naprave, prav tako razvod električnih kablov, električno omarico in ustaviti nove doze. Zlasti velik izziv je v tem pogledu posodobitev kopalnice. Poglejmo, kako torej inštalacijske posege izvesti s čim manj zapleti. Inštalacije so pomemben vitalen organ vsakega doma. Skrbijo, da je bivanje udobno, da priteče topla voda, ko odpremo pipo in zasveti luč, ko pritisnemo na stikalo. V 40 kvadratnem metru velikem stanovanju iz leta 1977 so bile že zelo dotrajane, njihova menjava pa je za seboj potegnila marsikaj, med drugim razkopavanje sten in tlakov. Maja, pozdravljeni, me veseli, da sva spet skupaj. Za vami je že res veliko prenov in me zanima, kdaj se mora človek odločiti, da zamenja tudi elektro- in strojne inštalacije? Po 40 letih je tisto nekako prelomno obdobje, ko je že treba zamenjati neke inštalacije, ko smo pa tako kot pri nas v 50 letih, odkar je bil ta blok zgrajen, pa je to že nuja. Dejansko moramo zamenjati kompletno vse. Neke elektroinštalacije niti ne ustrezajo več vsem tehničnim smernicam in tudi varnostnim pogledu, predvsem okrog izolacije. Vodovodne cevi v blokih iz tega obdobja so ponavadi še svinčene in to vse treba zamenjati, ker že pride do obrabe materijala. Material ima tudi svojo življenjsko dobo in te cevi začnejo puščati. Tako da tukaj ni bilo druge, kakor da smo zamenjali vse inštalacije. Ni pa samo starost, ne? To za sabo potegne tudi sprememba tlorisa, tudi zaradi tega je treba. In zdaj smo pri vprašanju, kako ste reorganizirali, postavili novi tloris tegale stanovanja? V prvi fazi seveda je tukaj starost inštalacij, v drugi fazi pa tudi, ker smo malo spremenili same prostore stanovanja. Prvotno stanovanje je bilo zasnovano tako, da si po malo daljšem hodniku prišel v 3 prostore. Prvi je bila dnevni prostor, kjer je bila tudi spalnica. Istočasno potem na koncu hodnika je bila kuhinja, ki je bila ločen prostor od dnevnega prostora in pa mala kopalnica. Ker smo mi hoteli narediti malo bolj sodoben, odprt tloris, smo se odločili, da bomo združili kuhinjo in dnevni prostor, medtem ko smo spalnico želeli umestiti v svoj prostor. Tako smo nekako ravno zamenjali ta spalni del in kuhinjski del. Skladno s tem pa seveda pomeni, da se tudi vse inštalacije prestavijo. Pri premiku elektroinštalacij je bil poseben izziv razsvetljava, ki so jo vgradili v spuščen mavčno-kartonski strop. Pri tem je bilo treba natančno predvideti tudi položaj visečega svetila nad jedilno mizo in svetil v drugih prostorih. Hkrati z izvedbo elektroinštalacij je potekala še montaža vodila drsnih vrat, saj je to montirano na betonski strop in skrito pod mavčno-kartonsko oblogo. Pri obnovi vodovodnih inštalacij pa so bila glavna težava skupni vodi cevi po celem bloku, kar pomeni, da so obnovitvena dela vplivala na vse stanovalce v stavbi. V tem obdobju so vodovodne inštalacije bile narejene tako, da je bil samo en vod čez celi blok. To pomeni, da ko smo začeli s premikanjem teh zadev, je bilo treba dogovoriti z upravnikom bloka oziroma s hišnikom, da se zapre voda po celem bloku pri vseh stanovalcih, kar ni prijetno, na drug način ne gre. Dobro se je dogovoriti z upravljalcem bloka, kdaj je to najlažje in najbolj ekonomično narediti. In sicer, ko menjamo radiatorje, je sigurno najenostavneje to delati izven kurilne sezone, ker je treba pač izprazniti cel sistem radiatorski vodovodni in potem zopet nazaj umeriti vse zadeve. In to je najlažje takrat. Kar se pa vode tiče, pa je ravno tako smiselno, da se zapre voda v celem bloku nekje v dopoldanskem času, ko je večina stanovalcev v službah. In potem v nadaljnjih delih absolutno poskrbimo za to, da se izvede ločeni ventil za stanovanje, tako da imamo svoj ventil za vodovod, se pravi za dotok vode in tudi ventil za radiatorski sistem, tako da kadarkoli v prihodnje, če moramo kaj ali sanirati ali kaj popraviti, da potem nismo več odvisni od tega, da moramo izklapljati cel blok.
Tudi kanalizacijska cev poteka po vertikali bloka. Nanjo so priključena stranišča vseh stanovalcev, zato se pozicije stranišča ne da premikati. So pa kljub temu poskrbeli za temeljito spremembo. Staro školjko so nadomestili z naprednim straniščnim sistemom s prho in nato okoli njega organizirali mini kopalnico z utilitijem. In zdaj, ko smo že toliko pri teh inštalacijah, velike spremembe so bile narejene tukaj v kopalnici. Kako bi jih opisali? Ja, kopalnica je pa bila mogoče najbolj zahtevna stvar pri tej prenovi. Po eni strani smo jo zmanjšali na minimum, po drugi strani pa smo jo povezali z spalnico. Bistvo je, da smo z izvedbo drsnih vrat med spalnico in kopalnico in po drugi strani še mimo utilitija, mini utilitija, naredili nekako odprto ali zaprto zadevo. Na ta drsna vrata smo morali potem natančno načrtovati linijo ploščic, linijo parketa, ozirati smo se morali na obstoječe inštalacije WC-ja in ker je zmanjkalo prostora za bide, smo izbrali kombiniran WC, ki je istočasno tudi s funkcijo bideja. S tem smo pridobili na prostoru in ohranili vse, kar imajo tudi velike kopalnice. In še odzračevanje ima ta školjka, ne? Ta školjka ima tudi odzračevanje, tako da je poskrbljeno tudi za prijetno svežino v kopalnici ves čas. Pri menjavi in obnovi inštalacij ne smemo pozabiti še na en dejavnik, ki lastnikom rad povzroča sive lase. In sicer ima večina starejših stanovanj vidne prezračevalne jaške in cevi, ki vodijo čez vsa stanovanja bloka. V našem primeru so cevi uspešno skrili za mavčno-kartonske plošče, nekatere pa celo vzidali v stene. Prezračevalni jašek so vgradili v omaro spalnice. Učinek je opazen, saj se brez vidnih cevi stanovanje takoj zdi več desetletij mlajše.